Gospod Jaci, bom potem vam tam, gospod Mozer. Ja, hvala lepa, kot večer, tudi z moje strani, kot večer, gospod profesor. Zdaj, ne bom šel v tisto smeru, s katero se z vami ne strinjam, ne. Bi pa šel, bom rekel, v eno zadevo, recimo na nivo države, ki ste na nek način že omenili, pa bi mogoče želel še slišati, bom rekel, bolj detaljno vaše mnenje, in sicer začeli ste v zadrževanju in pa tudi v investicijah. Ne. Vemo, da so investicije v BDP-je pri nas predstavljajo tu nekje med, rečemo, 25-30%, to je en del, drug del, dejstvo pa je, da je zadrževanje oziroma javnih davkov se povečalo iz leta 0,5, ne, oziroma da je trend v BDP-ju, bom rekel, padal iz 0,5 do 27% BDP-ja javnega dolga, ne, do 22 0,8 in letošnjo leto bi pa naj na nek način zaključil to nekje okoli 34,2. Če sem prav pogledal tele podatke, kar pomeni, da je dejansko trend obrnjen. Ne. V preteklosti ste sami tudi omenili, da smo močno povečevali investicije, na nek način pregrevali gospodarstvo. Zdaj pa se jaz vprašal, ko sem gledal praktično čez vse štiri bilance javnega sektora, ne, vse posod se dejansko to zadolževanje oziroma javni dolg povečuje. Kaj menite, kakšna je, bom rekel, povezava med tem zadolževanjem in pa seveda učinkovitostjo investicij v preteklosti, kako bo to, bom rekel, vplivalo na prihodni razvoj te države. Seveda, če predpostavljamo tisto, kar smo prej omenili, da je dejansko, da so bile investicije namenjene nek način, da je bilo en groz zadolževanje pač namenjeno tem investicijam in da je dejansko tekoče porabe bilo, bom rekel, z vidika zadolževanja manj. Se pravi, to je bila ena dilema ali mnenje, ki bi ga želel slišati od vas. Drugo pa je, glede na to, da smo pač na lokalni ravni in da smo, bom rekel, v sejni sobi občine, ki je deveta najbolj zadolžena občina med 210 v tej državi in da je bilo, bom rekel, v letu 2008, da se je spremenil zakon o financiranju občin, ki je v bistvu na nek način občine v smislu boljšega črpanja evropskih sredstev in je ponudil možnost večjega zadolževanja. Zdaj, kot vem, so pač trendi zakona v obratni smeri. In če predpostavimo, da recimo zadolžena sama po sebi ni problem, da če so dejansko, če so snimene seveda investicije, ki bodo seveda servisirale ta zadolženost in pa seveda ustvarja nek donos. To je po neko na lokalni ravni pa zelo težko merljivo, pa tudi izvedljivo. Zdaj me pa zanima, kaj vi menite glede naraščanja zadolževanja teh lokalnih skupnosti v smislu vzdržnosti javnih financ na lokalni ravni, pa vpliv teh dveh dejstv na bodočo razvoj lokalnih skupnosti po koncu evropske finančne perspektive, ki se vključi tam nekje 2013, in pa seveda bi rad slišal vaše mnenje o možnih alternativnih virih financiranja občin. Mogoče sem bil premalo egzaktno. Dobro, bom poskušal približno jeti, kar sem razumel. Dobro, pričakovati, da boste zelo jasno ugotovili, kakšna je donosnost naložb v te infrastrukturo, je zgrešeno. To se ne da niti na državni ravni, niti na občinski ravni. Ko boste ugotovili donosnost nekega vodovoda, nečesa, kar ste popravili. To je pač ena taka investicija, kjer je zelo težko ugotoviti, ker imate vse stranske učinke na to in tiste stranske učinke boste zelo težko dobili. Kar se tiče pa zadolževanja občin, ne sej niti na državni ravni. No, da bojo primanjkljaji veliki, je bilo povsem zelo jasno videti. Jaz celo mislim, da tisto, kar zdaj vlada trdi okrog 5%, da ne bo držal, da bo objektivno nekoliko več, tam nekje okrog 7%, če bi izračunali čisto takšno regresijsko analizo, pa gledali gospodarsko rast, pa vse države Evrope in tako naprej, bi bila pri nas nekaj, kar jaz pričakujem, da bi bilo okrog 7% ta zadolženost. To pomeni, to je približen prirast, ki ga dobite pri javnem dolgu. Formalno smo še zmeraj visoko nezadolžena država. Se pravi,
ker v Evropski uniji je zadolženost javni sektor, javni dolg proti družbenemu produktu je kot neko merilo je 60%, ampak zdajle povprečje je več kot 60% v Evropski uniji. Zakaj smo mi manj, pa zakaj so vzhodne evropske države manj? Deloma zaradi tega, ker država še ni imela časa, da bi se zadolžila, ker smo pač še relativno nova država, to je edini razlog. Kako boste pri vseh teh investicijah, mene ne skrbijo te javne investicije, dobro, to pač pomeni dolg države, kjer so pa dolg zaradi mene krajevnih skupnosti, kjer so pa neka določila, kakšen je lahko proti državi, se ste pri tem, kakor jaz vem, ste precej omejeni, se ne more je do neskončnost, pravi pa, da se na različne načine lahko ubide ta pravila, ki ne bi veljala pri zadolževanju. Mene bolj skrbi, da ni investicij če rečemo v gospodarstvu. In razumem, da tudi če bo obrestna mera še nižja, investicij v gospodarstvo ne bo. Ti ne investiraš toliko časa, dokler ne veš, komu boš lahko produkt prodal. In zdaj smo v situaciji, ko praktično nihče ne ve, kater produkt bi lahko komu prodal. In tudi, če je obrestna mera nič, jaz, če sem recimo gospodarstvenik, ne bom investiral, če pa ne vem, komu bi sploh lahko kar prodal. Tako da mene ta del investicij bistveno bolj skrbi, kot pa ta del država. Tule država nič drugega nadela, kot svojimi investicijami nadomešča povpraševanje. To pa ne pomeni, da bo ustvarila kapacitete, s katerimi bojo pač v bodočnosti. To se pravi, to je pravzaprav ustvarjanje nekaj na zelo kratek rok. Potem imate pa, kar se tiče evropskih sredstev. Kot se ve, nekaj časa so pač tle bile neke iluzije, koliko smo iz Evrope dobili. Pa v resnici se ta evropska sredstva zelo veliko oglašujejo. Posod se pove, to je bilo pa iz evropskih sredstev. Zelo se pa pozablja, koliko Evropo pravzaprav plačujemo. In že nekaj let dobimo manj nazaj, kot pa v Evropo plačujemo. Ker pač tisto, kar plačujemo proračun, ki je pač takšen, kot je, približno 1% bruto domačega produkta, potem pa nekaj od tega dobimo nazaj. Morali bi dobiti teoretično 0,4% bruto domačega produkta, dobimo pa seveda manj. Tu pravijo, da je osnovni problem problem birokratske nesposobnosti, da ta sredstva pridobimo, ali to drži ali ne drži. Običajno, če gledate proračun, so tam neke zelo visoke številke, koliko naj bi neto dobili. Kot jaz vem, v letošnjem letu pa mislim, da še zmeraj nimamo plus, ampak še zmeraj imamo minus, pomeni, da več plačujemo, kot pa dobimo. Jaz proti temu pravzaprav na nek način niti ne bi mu, ker to kaže, da smo zmeraj bolj sposobni, da postajamo tisti, ki so plačniki. Deloma pa seveda najbrž to posledica tega, da težko, da imamo nekaj problemov s črpanjem. Ugotoviti učinke tega pa po moje težko. Čistilno napravo naredite, ko boste izmerili, kakšen je učinek te čistilne naprave. Zelo jasno je, da je zelo dobro došla, ampak ko boste pa neto učinek izmerili, pa enostavno ne vem, ne.